Našo ekskurzijo nadaljujemo na Bledu, kjer smo se ustavili v turističnem naselju Garden Village Bled. Tu bomo spoznali, zakaj je tako z okoljskega kot z ekonomskega vidika smiselno, da združimo sončne elektrarne z drugimi nizkoogljičnimi energetskimi tehnologijami. Na lokaciji Garden Village Bleda, kjer imamo vzorčni primer tako imenovanega aktivnega odjemalca, objekt, ki se popolnoma trajnostno oskrbuje, na okolju prijazen in čist vir energije, ima montirano sončno elektrarno moči 21,5 kW. Imamo porabnike, ki so med seboj povezani, vsaj večje, toplotno črpalko, voda, imamo klima naprave, imamo premikajočo se baterijo oziroma hranilnik v avtu in ko vse to skupaj povežemo, imenujemo mi tako imenovani trajnostni energetski krog oziroma dobimo osnovni granik pametnih omrežij. Uporaba električne energije namesto fosilnih goriv za ogrevanje in prevoz ni le finančno zanimiva, temveč prispeva tudi k blaženju podnebnih sprememb. Vendar je zato pomembno, da tudi električna energija prihaja iz obnovljivih virov energije. Tudi če upoštevamo emisije toplogrednih plinov iz računa proizvodnje vozil in baterij, imajo električna vozila, ki kot gorivo izkoriščajo obnovljive vire energije, približno 3-krat nižje emisije toplogrednih plinov kot običajni avtomobili. Ena lepa lastnost tovrstnih objektov oziroma tovrstnega modela je ravno v skoraj 100% prilagodljivosti oziroma fleksibilnosti. Lahko se kasneje dograjuje. Dograjuje se kapaciteta baterije oziroma moč baterije, lahko se dogradi moč sončne elektrarne, tudi porabniki se lahko dogradijo in ko se vse skupaj to poveže, dobiš potem tisti pravi model, ko lahko naprave na pameten način med seboj komunicirajo in iz tega naslova potem lahko dobiš maksimalen ekonomski učinek. S preoblikovanjem prometnega in ogrevalnega sistema postaja vse pomembnejši dostop do cenovno ugodne in nizkoogljične električne energije. Z nadaljnjim segrevanjem ozračja pa se bo povečala tudi potreba po hlajenju poleti. Tu se fotovoltaike izkažejo še posebej koristne, saj se v vročih in sončnih obdobjih proizvede tudi največ električne energije. Če se vzame v obzir vse vidike, od okoljskega odtisa do finančnega odtisa, do mogoče določenega PR učinka, ker vendarle gre za nove tehnologije, se na dolgi rok, nekje 10-15 let, vse to že povrne. Od tam naprej se pa začne dogajati res ekonomija obsega potem ne samo mikrolokacije, ampak tudi ostalih odjemalcev. Tako da ja, to se že splača. Če se želimo izogniti najhujšim posledicam podnebnih sprememb, bomo morali do leta 2040 zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz vseh sektorjev na skoraj nič. To pomeni, da bo treba fosilna goriva odpraviti ne le iz proizvodnje električne energije, temveč tudi iz prometa in ogrevanja. Če uporabljate elektriko iz obnovljivih virov energije tudi za potrebe ogrevanja in mobilnosti, lahko na tak način doprinesete k hitrejšemu prehodu v podnebno nevtralno družbo. V naslednjem in zadnjem posnetku pa lahko izveste več o tem, kako lahko vi in vaša skupnost pričnete z izgradnjo lastnega skupnostnega sončnega energetskega projekta in kje lahko najdete potrebno podporo.